Mislim, se moramo razumeti, kdaj so se dejansko tak anime začeli. Ker, zdaj, odvisno od kod gledamo, kateri predel države. Takrat so se najboljši animeji vrteli. Ja, objektivno gledamo. Tam med, kaj smo rekli, 2.5, 2.10, ne? Pač to so najboljši. Seriously, 2.5, 2.10? Ne? Mislim, to ali se že rekel prej... 2.10. Ker poglej. Moramo zdaj razmišljati, kateri predel je. Ker Italijane, če vprašaš, oni so že imeli v 70-ih, 80-ih svoje najboljše anime. Urusei Yatsura, ko je zdaj remake narejen, za njih je to v 80-ih. Ja, to je bilo v 80-ih. Ampak, če danes nekoga vprašaš, kaj je tvoj najljubši anime, velikrat boš dobil odgovor. Ampak velikrat boš dobil odgovor Death Note, Code Geass, Full Metal Alchemist Brotherhood. To so bili stari časi, danes ne bi več človek to rekel. Če so to gledali, ampak to je bil takrat velikrat odgovor. Potem bi vsi to rekli. Ja. Ampak to je bil eden od pogostih odgovorov, in vsi ti animeji so bili med 2.5 in 2.10. Se v bistvu tudi na MyAnimeList so ti animeji visoko ocenjeni, ne? Imajo v bistvu visoko gledanost plus visoko so ocenjeni, tako da v bistvu imajo... Tako Full Metal Alchemist Brotherhood je bil dolgo časa, ne? Številka 1. Ne, mislim, da je bila Haruhi. Haruhi je ful dolgo, ena najvišjih. Ampak ima pač Full Metal Alchemist. Full Metal Alchemist pa tudi, tako. Kaj pa zdaj, aj slučajno Bleach tretja sezona, just for the sake of nostalgia, se mi zdi, da... Samo vici ne ve. Mislim, Spy X Family zdaj ful raste, on je ful šel gor. Ampak Kaguya je tudi ful zrasla. Kaguya tudi, ja. Ampak zdi se mi, in lahko... Definitivno me lahko disputate, če se ne strinjate s tem. Zdi se mi, da danes, kaj je najboljši anime, oziroma ocena anime, je pretežno odvisno od popularnosti, ne toliko od kvalitete anime. Se mi zdi, ker vse izvira v bistvu, fandomi danes izvirajo tako, ker imamo fandome razposajene po Redditu, po različnih social medijah in vsak fandom si želi pač svoj produkt promovirati na čim boljši način. In velikrat razvodenijo kakovost produkta s tem, da streamajo oziroma ocenjujejo en produkt na način, da ga recimo delajo repeticije, recimo ogledov na YouTubeu. To je recimo eden od velikih, kako bi rekel, polaganja rok med različnimi fandomi, predvsem različnih animejev. Poglejte, koliko ogledov ima ta trailer animejev v primerjavi z drugim trailerjem animeja. Mislim, se strinjam, pač danes je toliko animejev, da jih je, jaz bi rekel, da jih je objektivno že zelo težko primeriti med seboj, zaradi pač, katerega človeka boš pač našel, ki zdaj pogleda vse in jih zdaj kritično lahko vse definitivno, oceni, zato ker je bil takrat manjši nabor in ljudje so pogledali veliko več, se mi zdi, oziroma so imeli v glavi veliko več. Takrat sem jaz celo sezono lahko pogledal. Ko je bilo, ne vem, koliko je bilo animejev takrat, ko na sezono. 6. Tako malo pa tu spet ne samo mi. Že, ampak takrat je bilo tako dost očitno. Mislim, da je obstajal konsens, kateri so pač tisti najboljši animeji. Pa tudi distribucije ni bilo. Čakaj, niste nikoli šli vi gledati? Malo zgodovinsko, kak je dejansko bila scena, ker jaz sem se to ful poglobil. Ker Ajde. Jaz sem imel ful drugačno, bolj perspektivo, kdaj se kaj dogajalo, kak je kaj bilo. In najprej me je to presenetilo. Pokémon in Dragon Ball na RTL 2 se začel leta 1999. That sounds about right. Jaz sem mislil, da se je prej, jaz sem mislil, da sem mlajši začel, ker to pomeni, da sem jaz bil kaj, 3., 2. razred, tam nekje. Nekaj tazga, mislim. In potem naslednja zadeva, da so res vsako leto so prihajali nove sezone ven. Jaz sem mislil, da to traja dlje, jaz sem mislil, da to leta in leta že gledam prvo sezono in potem prije naenkrat druga sezona. Ampak ne, to je bilo eno leto in potem naslednjo leto in potem naslednjo leto, kak je prihajalo. In tudi anime potem sem šel na Anichart gledati, leto 2004, kaj je prišlo ven, 2005, takrat, ko sem jaz začel online dejansko jih iskati, 2006, 2007. Čisto, ko si omenil Anichart, moja prva stran, na kateri sem gledal anime, je bil anidb.net. Čakaj, kak? Anidb. Katera stran je bila za vas? Zame je bil anidb. Anidb.net. Emul linke dobil, ne? Kako? Emul linke si dobil na anidb-ju. Emul je bil še časih. Verjetno, zna biti. Ne, jaz sem samo Anime News Network.
Tam sem pač videl, kateri so naslednji, ko pridejo ven in jih grem iskat. Ker predtem sem hodil na Amazon pogledat, kateri DVD-ji obstajajo od animejo. Če nisem vedel, kje naj najdem informacije, nisem vedel, kako naj... Mislim, da moj prvi instinkt je bil, da grem na torrent site in pogledam... Kakšen torrent site, če tak ni bilo? Ne, ampak da pogledam, ali pa na e-mailu, pa pogledam po sejavcih oziroma po downloadih, kako popularen je nek anime, in potem lahko mogoče... Zato, glih o tem, ker smo se prej pogovarjali, ker če so določene osebke videle nek anime, lahko sem predvideval, da ta anime je dejansko popularen in verjetno ni najslabši. In potem sem zdal... Majority vote wins. Bible Black. Ja, dejansko. Našel si kakšne diamonds in the rough, bomo tako rekel, ampak mislim, da je bil good rule of thumb, vsaj za tisti čas. Ne, ampak v tisti čas tak si že prej povedal, da zmagali so samo Death Note, Full Metal, Gurren Lagann, prvi Full Metal Alchemist. 2-4. 2-3-2-4, ja. Če so ga delali, preden je prišla celotna manga ven in so si pol čisto svoj konec mislili, to je bilo... Ja, je bilo tako, ampak... Ampak openingi pa so zmagali, to priznam, openingi pa sem na repeatu poslušal. Kimino? Se mi zdi, da včasih so veliko bolj pogosto opustili anime, naprimer danes vidimo, manga še ni končana, pa preprosto naredijo premora, Shingeki no Kyojin recimo dober primer. Čakiš, misliš na takšen premor? Ja, ker recimo 2012 se je začel Shingeki no Kyojin in se še vedno nadaljuje danes. Jesus. A lahko to komentiramo? Ta Blue Ball? Definitivno. Kaj? Ko smo dobili finalno sezono, in nič ni bilo rečeno, ali bo to... Promovirano je bilo kot final season. Poimenovano je bilo tako in potem se konča nekje na sredini, Tisti, ki smo pa že prebrali mango, vemo pač, da to ne more biti celotna zgodba. Ti si manga reader? Ja. I don't know you. I'm better than you. In potem tako, konec. Part 2, next year. Potem pogledamo, počakamo to eno leto, zdaj bo pa res konec, si mislimo. Se začne zaključovati in se tako pa sej, čak, to še ni konec, pač, kaj to pomeni? Don't do this to me again. In tako, part 2 konec, next year, conclusion arc. Ja, tako da imamo dejansko zdaj tretjo sezono, to finalno sezono. Imamo part 1, part 2 in zdaj še conclusion arc. Kako vemo, da je conclusion arc? Kako vemo? Ja, ne vemo v bistvu. Ne vemo v bistvu, ampak pričakujemo. Zig bo še film potem na koncu. Ne, jaz vem, ker je ravno se končala manga. Ja, to mislim s tem, da lahko kupiš. Manga se je končala 1 leto nazaj. Ja, okej. Online. Jaz grem zdaj fizično, lahko kupiš. Box set je prišel ven in lahko kupiš. In dejansko, kaj bo zdaj v final season of the final arc of everything, 2 mangi. Dobesedno tu bojo 2 mangi noter stisnili. Kaj zdaj to pomeni? Bo 12 epizod iz 2 mang? Film bo. Še en film bo, pa še eno leto bomo mogli čakati. Definitivno je good business move, da skušajo to razširiti na čim daljše obdobje. Normalno. Mislim, Harry Potter pa seveda, pač mislim veliko, ker moramo razumeti, sam franchise pač mora nekako dobiti nazaj celoten investment, in investment pomeni, da imaš ti pač investitorje in ki jih moraš pač zadovoljiti. Investment, a ti razumeš, kako hudo popularni je Shingeki na Japonskem? Definitivno, in oni hočejo rajdati to popularnost s prodajanjem čim več produktov, čim več mrča, kot je le mogoče. Pa imajo vlake smrti, pa imajo kipe, pa imajo... And they kinda can, zaradi ker za anime se lahko privoščijo, ker anime, po mojem izkustvu, je najboljši medij, v katerem lahko uživaš to zgodbo. Glasba, barve... Nedvomno pač manga. Jaz sem nekje na koncu druge sezone animeja, pač analogno mangi sem jaz to upal pri mangi. Ja? Ja, pač jaz sem dropal Shingeki no Kyojin za kakšno leto, preden sem se vrnil potem k animeju.
In anime me je šele potem naprej noter potegnil. Torej nisem bil samo jaz malo razočaran nad dejanskim artom. Manga je dolgočasna na trenutke. Definitivno. Pa ne samo dolgočasna, či art style je taki, I mean, it has its own flair, ampak ni Berserk, ni to. Ni Berserk. To tako da ne. In ko se menimo popularnosti in šeti mange, stari, jaz sem si kupil box set od Demon Slayerja, čisto vse mange. Ta art, kak je lahko to tak neverjetni anime in taki šeti art v mangi. In ne samo to, mislim, artisti se izboljšujejo.